Lepo pozdravljeni. Upam, da se slišimo, vidimo se, z nekaterimi vidim vaše kamerce, pri nekaterih vidim samo imena, pri nekaterih vidim slikce. Upam, da se me dobro sliši in dobro vidi, tako da bomo mi danes kar začeli z našim predavanjem, se pravi, pogovarjali se bomo o učenju učenja v času izrednih razmer. Moje ime je Vesna Jug, sem asistentka za psihologijo na Famnitu. V začetku se vam že vnaprej opravičujem, če bo morda kje tu iz ozadja slišati kakšno lajanje ali pa mjavkanje. Tako da jaz imam eno živalsko kraljestvo, tako da se opravičujem že vnaprej. Dobro, se pravi, bomo mi kar začeli. Jaz sem pripravila nekaj vsebin, ki se nanašajo na učne strategije, na kaj treba biti pozoren, ko se lotevamo učenja. Nekako je pa še to seveda bolj pomembno, bolj pride do izraza zdaj, ko smo na oddaljenem izobraževanju in si moramo nekako drugače organizirati čas, prostor, učenje in ostalo. Tako da, če začnemo čisto na začetku in se pogovarjamo o učenju, moramo vedeti, da za uspešno učenje obstaja več dejavnikov. Tako poznamo zunanje in pa notranje dejavnike. Med zunanje sodijo fizikalni dejavniki. To so tisti dejavniki, ki izvirajo iz neposrednega učnega okolja. To je recimo osvetljenost prostora, kjer se učimo, hrup, temperatura, potem tudi to, kako imamo mi urejene svoje učne pripomočke, kakšen je prostor, v katerem se učimo, je primerno opremljen, ali imamo na voljo pisalno mizo, in pa seveda tudi, koliko smo mi nekako vestni pri tem, da ohranjamo svoj prostor urejen in pa čist. Socialni dejavniki pa so tisti, ki izvirajo iz ožjega in pa širšega učenčevega družbenega okolja. Se pravi, v tem primeru je največ socialnih dejavnikov vezanih na družino učenca, ker to so tiste osebe, s katerimi so učenci konstantno v stiku. Seveda so socialni dejavniki lahko tudi taki, ki se nanašajo na šolo ali pa tudi na širše okolje, ki obdaja učenca. Po drugi strani pa so notranji dejavniki takšni, da jih lahko ločimo na fiziološke in pa na psihološke dejavnike. Fiziološki so tisti, ki izvirajo iz telesnega stanja, zdravja in pa počutja učenca, recimo kako je naše stanje čutil, ali dobro slišimo, dobro vidimo, potem seveda zdravstveno stanje, trenutno počutje, senzomotorična koordinacija in podobno. Psihološki dejavniki pa so tisti, ki izvirajo iz učenčeve duševnosti, se pravi, samo noter pa sodijo različne sposobnosti, kognitivni stili, kognitivne strukture, učne navade, spretnosti, motivacija za učenje in pa tudi osebnostne lastnosti. Se pravi, ko govorimo o motivaciji v procesu učenja, je to nekaj, kar je zelo pomembno. In vem, da med nami ste danes tudi starši, ki imate doma otroke, ki jih je treba včasih malo motivirati, zato da opravljajo svoje šolske obveznosti. Zato je nekako dobro vedeti, na kak način mogoče lahko učencu pomagamo, da ima boljšo motivacijo in da je celoten proces učenja na daljavo prijeten. Tako je motivacija seveda čisto na splošno pomembna za uspešno učenje in nekako je pomembna zaradi tega, ker usmerja energijo v doseganje zastavljenih učnih ciljev in pa tudi pomembna zato, da mi pri teh ciljih vztrajamo. Na splošno pa bi lahko motivacijo definirali kot
procese spodbujanja, usmerjanja in pa ohranjanja telesnih in pa duševnih dejavnosti z namenom, da bi uresničili cilj. Jaz imam tukaj danes zraven še malo pomoči, se pravi sodelavka malo čekira tudi, kaj se dogaja tukaj v pogovoru, in je ravno napisala, da nekdo izmed vas sprašuje, kaj so kognitivni stili. Se pravi, kognitivni stili so psihološki dejavniki učenja in kognitivne stile lahko delimo na 3. Se pravi, imamo vidne oziroma vizualni stil, potem imamo slušni oziroma auditivni ali pa kinestetični oziroma čustveno-čutni stil. Zdaj, če nam bo ostalo kaj časa, lahko tudi potem na koncu še nekaj besed rečemo o tem. Jaz današnje srečanje tudi snemam, tako da mogoče ste videli tako rdečo pikco, ki utripa. Se pravi tudi za vse tiste, ki mogoče danes ne morejo biti z nami, pa bi si želeli slišati, o čem se bomo pogovarjali. Dobro, se pravi, pogovarjali smo se o motivaciji. In motivacija je seveda zelo pomembna za učenje, ne? In učna motivacija je nekako definirana kot skupen pojem za vse vrste motivacij, ki se pojavijo v učni situaciji. Tako učna motivacija obsega vse, kar daje pobude za učenje, kar usmerja učenje, mu določa intenzivnost, trajanje in pa kakovost. Se pravi, lahko imamo nekoliko boljšo motivacijo, nekoliko slabšo motivacijo za učenje, in seveda je to zelo pomembno potem, ko govorimo enkrat o učnih izidih. Učno motivacijo lahko nekako najbolj v grobem delimo v 2 kategoriji. Tako poznamo zunanjo in pa notranjo motivacijo. Verjetno ste že kdaj slišali za to delitev. Zunanja motivacija je tista, zaradi katere se mi učimo zaradi nekih zunanjih posledic, ki pa niso nujno del same dejavnosti. Tako je učenje nekako sredstvo za doseganje pozitivnih posledic, pa izogibanje negativnim posledicam. Se pravi, mi si tukaj želimo dobiti dobro oceno, ne želimo pa recimo biti kaznovani zaradi tega, ker nam neka stvar ni uspela. Običajno zunanja motivacija ni trajna, in pomembno je vedeti, da če vir podkrepitve, se pravi tisto, kar nas usmerja za to, da se lotimo neke dejavnosti in izhaja iz okolja, izgine, bo tudi verjetno dejavnost prenehala. Se pravi, najbolj bi bilo v tej naši situaciji trenutno tako, da bi starš rekel učencu, zdaj pa moraš iti delati naloge, ki ti jih je poslala učiteljica. Če ne boš naredil tega, ne boš smel iti popoldne na sprehod. To bi bila recimo zunanja motivacija. In pa če enkrat ni več tega dejavnika iz okolja, ki bi usmeril našo motivacijo, pa seveda se tudi učenec ne bo več toliko potrudil. Tako je zunanja motivacija tudi pogosto povezana z nekimi pritiski, lahko tudi vodi v nizko samospoštovanje in pa tudi lahko se kaže v zaskrbljenosti pri učencih. Po drugi strani pa imamo notranjo motivacijo. Notranja motivacija je pa takšna, da je cilj delovanja v dejavnosti sami in da je vir podkrepitve v nas samih. Se pravi, če smo mi zdaj tukaj učenec, smo mi tisti, ki same sebe usmerjamo in pa motiviramo za to, da se bomo lotili učenja. Značilno je za notranjo motivacijo to, da je proces pogosto pomembnejši od rezultata in je sam po sebi vir nekega zadovoljstva. Se pravi, če se gre nek učenec učiti snov, ki ga zelo zanima, za katero je notranje motiviran, bo pri tem precej užival, in pa seveda ne bo imel občutka, da je to neka prisila zanj. Za notranjo motivacijo je značilno, da je trajna, se pravi, da vztraja tudi ob odsotnosti zunanje kontrole in pa podkrepitev. Povezana je s kakovostnejšo dejavnostjo in pa so seveda potem tudi rezultati vezani na notranjo motivacijo boljši. Tako da, če želimo, da bodo imeli učenci dobre ocene,
je smiselno spodbujati njihovo notranjo motivacijo. In če smo rekli, da je zunanja motivacija bolj povezana z nizko samopodobo, zaskrbljenostjo in podobno, je pa notranja motivacija povezana s spontanostjo, ustvarjalnostjo, užitkom, širjenjem nekih interesov in podobno. Zdaj, seveda, to se sliši super, ne? Treba je krepiti notranjo motivacijo in včasih se pa pojavi potem dilema, kako pa zdaj to narediti, ne? In ko so raziskovalci ugotavljali, kako se sploh notranja motivacija začne, ker mi ne moramo zdaj reči učencu, zdaj pa bodi ti notranje motivirana, ne? So opazili, da navadno do notranje motivacije pride zelo spontano. In lahko vidimo, da se notranja motivacija oblikuje takrat, kadar je učenec radoveden, kadar ima neko težnjo po spoznavanju nekega novega, neznanega, nekih zanimivih stvari, zanimivih situacij. Tako se notranja motivacija zbudi ob nepričakovanih dogodkih, ob srečanju z neko problemsko situacijo, ki si jo želi učenec rešiti. Tako da radovednost je tudi nekaj, česar ne moremo učenca prisiliti. Je pa fajn vedeti, da če mu mogoče kakšno snov prikažemo tako, da bo videl, kakšna je njena praktična uporabnost, takrat se lahko notranja motivacija zbudi. Potem seveda lahko se notranja motivacija začne zaradi nekih interesov in tukaj poznamo osebne pa situacijske interese. Osebni interesi so nekako definirani kot trajne, pozitivne usmerjenosti do nekih posameznih področij, se pravi vsakega izmed nas. Nekaj stvari bolj zanima od drugih in navadno bomo potem s vsebinami, ki so nam zanimive, za katere imamo interes, imeli notranjo motivacijo. Včasih pa lahko pride do notranje motivacije tudi zaradi situacijskih interesov. Situacijski interesi so pa tisti, kjer pa lahko mi ali kot študenti ali kot starši ali pa mogoče potem tudi kot učitelji ustvarimo neko situacijo, ki bo zbudila interes pri učencih in tudi pri tistih učencih, ki prvenstveno tega interesa niso imeli. Tukaj se zelo hitro vidi, kateri so tisti učitelji ali pa tisti posamezniki, ki znajo najti v določeni stvari nekaj zanimivega, nekaj, kar bo učence pritegnilo. Zdaj seveda, tukaj nimamo nekega univerzalnega recepta, na kak način to storiti, zaradi tega, ker smo si vsi med seboj različni, je pa fajn nekako biti fleksibilen glede tega in najti neke ideje, kako spodbuditi interes na situacijski način. In seveda potem nemalokrat se zgodi, da lahko situacijski interesi vodijo do osebnih interesov. In da če se je nek učenec srečal z neko vsebino, ki mu je postala zanimiva zaradi tega, ker jo je nekdo mu predlagal, lahko to postane njegov lastni interes in se bo potem tudi kasneje večkrat ukvarjal z njo. Notranjo motivacijo seveda lahko spodbudi tudi težnja po uresničevanju potencialov. Se pravi, da nek učenec mogoče ugotovi, da je nadarjen za neke vsebine ali pa da je nekaj takega, da mu res leži. Navadno to vidimo, da ima kdo res dobre spretnosti ali za matematiko, ali za jezike, ali pa kaj podobnega in želi te svoje potenciale še bolje razviti. In pa notranjo motivacijo spodbuja tudi težnja po ustvarjanju. Tukaj imamo pa posameznike, ki pa želijo ustvariti nekaj novega, nekaj, po čemer bodo morda tudi kasneje poznani. Motivacija se lahko seveda oblikuje tudi na podlagi našega socialnega okolja. Tako lahko nas motivirajo naši starši, lahko nas motivirajo učitelji, vrstniki ali pa tudi kakšne druge osebe iz našega socialnega okolja. Se pravi, v trenutni situaciji je za določene učence seveda
nekako najbolj značilno, da so starši tisti, ki jih poskušajo motivirati. In fajn je vedeti, da smo vsi različni, da so tudi učenci mlajši med seboj različni, tako da mora starš najti nek način spodbujanja svojega otroka, kaj je tisto, ki pri njegovem otroku učinkuje, in pa potem tudi ustrezno vrednotiti dosežke in pa postavljati cilje. V večini primerov je tako, da imajo učenci kar dobro organizirano učenje na daljavo, se pravi, da dobijo že od učiteljev veliko nekih nalog, pa potem tudi, kaj morajo recimo v katerem tednu narediti, na kak način. Na starših je pa to, da poskušajo z otrokom nekako se držati tega. Se pravi, če so mlajši otroci, potrebujejo nekoliko več spodbude. Se pravi, tudi učitelji sami so tukaj zelo pomembni. Navadno imamo vsi radi, da nas kdaj kdo pohvali. Se pravi, če naredimo neko nalogo, če oddamo neki izdelek, fotografiramo ali pa kaj podobnega, je zelo fajn, če se mogoče učitelj odzove in pa pove, da to, kar je naredil učenec sam doma, dobro. Seveda so tudi vir motivacije vrstniki, saj so lahko tudi zdaj, ko je šolanje organizirano na oddaljen način, močen vir motivacije. Tukaj so zelo pomembni medsebojni odnosi in če je recimo šlo za nek razred ali pa letnik na fakulteti, ki je bil zelo povezan, ki so bili zelo sodelovalni glede svojih obveznosti, je seveda super, da te značilnosti ohranijo tudi preko nekih online strategij. Tako da razredna klima, kot je bila opazna prej, ko je še šolanje potekalo v učilnicah, je zelo pomembna tudi zdaj in pa fajn je seveda, da učenci ostanejo v kontaktu s svojimi sošolci. Tako, in ko se pogovarjamo o motivaciji in kako se lotiti določenih stvari, kako motivacijo mogoče spodbuditi, lahko omenimo tudi pojem storilnostne motivacije. Se pravi, storilnostna motivacija je definirana tako, kot je zapisano na tej prosojnici. Predstavljajo pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju neke zahtevne dejavnosti, pri kateri se učinek meri, pa uspeh ni naprej zagotovljen. Se pravi, se moramo kar fajn potruditi, da bomo uspeli. Ni to nekaj enostavnega, nekaj, kar bi lahko opravili z levo roko. Tako da storilnostna motivacija je navadno povezana s tem, da si mi želimo uspeti, se pravi, želimo priti do nekega cilja, lahko pa jo znižuje tudi kakšen strah, ki je v nas samih. Tako poznamo strah pred neuspehom, se pravi, da se nek učenec toliko zelo boji, da bo slabo naredil neko nalogo ali pa da mu nekaj ne bo uspelo, da ga to ovira, da bi se sploh lotil učenja teh vsebin. Lahko pa imamo tudi zraven tukaj strah pred uspehom. Ta je pa nekoliko manj pogost, ampak še vedno se kdaj pojavlja. Tukaj pa recimo je en tak najbolj klasičen primer ta, da se recimo neko dekle se znajde v neki situaciji, kjer ugotovi, da jo recimo zelo zanima šravfanje avtov in da bi ona pa rada se ukvarjala z avtomehanično dejavnostjo. In ker je recimo v takem socialnem okolju, kjer se jim to ne zdi najbolj sprejemljivo za dekle, potlači to svojo željo in se ne začne s tem ukvarjati. Se pravi, tukaj se boji, da bi uspela v neki dejavnosti, ki morda iz njenega socialnega okolja ne bi bila tako dobro prepoznana. Tako, se pravi, motivacijo smo obdelali, povedali smo, kaj je pomembno, na kak način mogoče lahko tudi jo nekoliko spodbudimo. Zdaj se bomo pa pogovarjali o učnih strategijah. Učne strategije so koristne za poznavanje zaradi tega, ker mi nekako vemo, kje smo na določeni točki našega učenja.
Tako lahko vidimo, da je učna uspešnost v veliki meri odvisna od tega, kako se znamo učiti, ali znamo uporabljati dobre in pa kakovostne pristope k učenju, in pa kako znamo mi kot učenci informacije o rezultatih svojega učenja vgraditi v izboljšanje svojega učenja. Se pravi, to je nekaj, kar se nanaša na metakognicijo in bomo malo bolj natančno omenili v nadaljevanju. Pomembno je seveda vedeti, ali mi kot učenci sploh razmišljamo o svojem učenju. Ali se samo, si vzamemo knjigo, jo odpremo na zahtevani strani in začnemo brati to poglavje in pridemo do konca poglavja in ne vemo, je zdaj to, ali smo se stvar naučili ali se je nismo naučili. Zaradi tega je fajn se zavedati našega procesa učenja, da lahko v nadalje proces izboljšamo in pa seveda s tem tudi dvignemo svoje možnosti za uspeh. Se pravi, učna strategija je definirana kot zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in pa ki jih zna tudi spreminjati glede na zahteve situacije. Se pravi, fajn je vedeti, da so učne strategije nekaj, kar ni univerzalno in da lahko neka strategija, ki jo uporabljamo recimo za učenje matematike, za učenje neke druge vsebine sploh ne bo ustrezna. Tako da je fajn, da poznamo več učnih strategij in da potem njihovo izbiro prilagodimo temu, kaj se moramo naučiti. V grobem lahko učne strategije delimo na mentalne in pa materialne. Mentalne učne strategije so tiste, ki se nanašajo na to, kako si neko snov zapomniti, kako si jo strukturirati. Materialne se pa nanašajo konkretno na to, kako si delati izpiske, zapiske, označevati gradivo, podčrtovati in podobno. Bomo več o posameznih teh strategijah povedali tudi v nadaljevanju. Če mi zdaj pogledamo, katere so pa tiste strategije, ki so pomembne za šolsko uspešnost, jih lahko v grobem ločimo v tri kategorije. Tako poznamo strategije ponavljanja, strategije elaboracije in pa strategije organizacije. Ponavljanje je strategija, ki je bolj površinske narave, saj pomaga učencem iz teksta izbrati pomembne informacije in pa jih ohraniti v delovnem spominu. Zaradi tega so seveda potem strategije ponavljanja zelo primerne za zapomnitev določene informacije, niso pa dovolj, kadar je potrebno razumevanje določene snovi. Tako lahko vidimo, da so strategije ponavljanja recimo ustrezne takrat, ko se moramo na pamet naučiti neke letnice pri zgodovini. Niso pa dovolj takrat, kadar se pa moramo lotiti učenja matematike in vedeti, kako recimo narediti ali neko enačbo, kako rešiti nek račun. Se pravi, med strategije ponavljanja sodijo ponavljanje delov besedila ali posameznih informacij, razvrščanje teksta, klasifikacija posameznih vsebin, potem tudi recimo vključevanje vizualnih predstav in pa različnih mnemotehnik za zapomnitev nesmiselnega oziroma nepovezanega besedila. Lahko tudi sem noter sodijo avtomatično branje na glas in pa v določenih primerih tudi podčrtovanje besedila. Tukaj rečem v določenih primerih zaradi tega, ker je podčrtovanje nekaj, kar je tudi strategija sama po sebi in jo bomo v nadaljevanju si natančneje ogledali. Potem imamo elaboracijske strategije. Elaboracijske strategije so takšne, da z njimi učenci preoblikujejo podatke in odnose med različnimi deli besedila, ki jih morajo predelati. Tako so elaboracijske strategije mnogo bolj usmerjene v razumevanje snovi, ki se jo mora učenec naučiti. In tukaj noter recimo sodijo konkretne strategije, kot so parafraziranje, povzemanje, zapisovanje, ki obsega tudi reorganizacijo in pa povezovanje nekih idej, razlaganje vsebin in idej drugim, lahko recimo vrstnikom,
lahko staršem, lahko mlajšim sorojencem. In pa sem sodijo tudi postavljanje vprašanj in pa odgovarjanje nanje. Tako da je zelo koristno, da ko se mi lotimo neke snovi, da si organiziramo na tak način, da si postavljamo vprašanja in si potem poskušamo nekako na ta vprašanja tudi sami odgovoriti. Potem imamo pa še organizacijske strategije. Te so pa takšne, da omogočajo učencu iz besedila izbrati ključne koncepte, jih organizirati na bolj smiseln način, pa učenci jih lahko vključijo v svojo kognitivno strukturo. Je kar zahtevna naloga za učenca, ki se prvič sreča s takimi strategijami, da jih usvoji. Zaradi tega je fajn, da mu pri tem pomagamo, ali kot starši, ali kot učitelji, in da potem razvijajo te strategije in jih kasneje tudi uspešno uporabljajo. Se pravi, konkretno sem noter sodi iskanje ključnih pojmov, pa osrednje ideje besedila, potem označevanje, podčrtovanje, miselni vzorci, pojmovne mreže in podobno. Prej smo omenili tudi metakognicijo, se pravi, rekli smo, da je pomembno se zavedati našega procesa učenja. Tako je metakognicija definirana kot sposobnost posameznika, da razume svoje učenje in ima nad njim nadzor, ter da ima znanje o sebi in o učnih strategijah, se pravi o tem, kako, kdaj in pa zakaj te strategije uporabiti. Zelo pomembno je, da je posameznik te strategije tudi pripravljen uporabljati. Se pravi, ni dovolj samo to, da jih pozna, potrebno je tudi to, da jih je pripravljen prostovoljno uporabljati, ko se loti učenja. In to, ali je učenec pripravljen uporabljati strategije, je pogosto odvisno tudi od posameznikovih čustev. Malo več o čustvih bomo tudi povedali v nadaljevanju. Tako nam dejansko metakognitivne strategije pomagajo kontrolirati različne vidike mišljenja in poučenja, z njimi pa tudi lahko uravnavamo naš učni proces. Se pravi, kako se bomo nečesa lotili, kakšne naloge si bomo zastavili, na kak način bomo preverjali, ali smo se določene stvari naučili, in nekako bo vse to skupaj povezalo v to, da se bomo bolj zavedali našega lastnega procesa učenja. Metakognitivne strategije tudi lahko v grobem ločimo v 3 kategorije. Prve se nanašajo na strategije načrtovanja, se pravi, kot ime samo pove, jih učenec izvede pred učenjem, in pa njihova značilnost je, da aktivirajo pomembne vidike obstoječega znanja in učencu pomagajo uporabiti ustrezne strategije, zaradi česar je olajšano razumevanje snovi. In pod te strategije načrtovanja sodijo recimo hitro preletavanje besedila, zastavljanje vprašanj v smislu, kaj že vem o tej vsebini, napoved, kaj bo po učenčevem mnenju besedilo vključevalo, in pa potem tudi analiza naloge oziroma problema. Ko se lotimo nekega konkretnega problema, neke konkretne snovi, je seveda fajn, da vemo, kako so navadno snovi pri tem predmetu organizirane, kaj je pomembno, kakšne strategije so se nam do zdaj izkazale kot učinkovite, in to vključiti v naše načrtovanje. Potem naslednje so strategije spremljanja. Strategije spremljanja potekajo med samim učenjem. Se pravi, nanašajo se na proces učenja oziroma reševanja problemov. In pa tukaj učenec ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij. Se pravi, tukaj lahko uporablja usmerjanje pozornosti med branjem, poslušanje predavanj, spremljanje in ocenjevanje razumevanja, ter pa tudi strategije za ugotavljanje napak v razumevanju. Se pravi, moramo si narediti fajn načrt in pa vmes tudi spremljati, kaj se pa zdaj z nami dogaja, ko se učimo.
da se nam slučajno ne zgodi, da odplavamo med neko vsebino, med nekim predavanjem. Potem imamo pa na koncu še strategije uravnavanja. Strategijo uravnavanja pa učenec uporabi po končanem učenju ali pa tudi takrat, ko ugotovi, da nekaj v procesu učenja ali reševanja problemov ni bilo prav, da ni šlo po pravi poti, da ni dosegel rezultata, kot ga je pričakoval. S takšnimi strategijami potem lahko učenec se loti tega, da besedilo še enkrat prebere, če recimo ugotovi, da ne razume, Pri težjih delih besedila lahko branje upočasni, znova pregleda učno snov, če ne razume in podobno. Se pravi, strategije uravnavanja so zelo pomembne, ker nekako potem nakazujejo na to, ali lahko zdaj z učenjem te konkretne vsebine prenehamo, ali smo se jo naučili, ali pa se moramo še vrniti, določene stvari še bolj v podrobnosti predelati, da bomo dosegli čim boljši rezultat. Prej smo že omenili, da na učenje seveda vplivajo tudi naša čustva. In to vplivajo na čisto vse, ne samo na mlajše učence, temveč tudi na študente in pa tudi na vse nas odrasle, ki se moramo kdaj naučiti kaj novega. In seveda je fajn, da se tega vpliva čustev na učenje zavedamo in da ga poskušamo čim bolj nadzorovati. Se pravi, pri vsakem učenju sodelujejo tudi čustva, lahko so zelo različna in na učenje lahko delujejo pozitivno ali pa negativno. Tako da nekako najbolj značilno je, da prijetna čustva na učenje delujejo pozitivno, neprijetna čustva pa bolj negativno. In pa ker imajo čustva pomembno vlogo pri doseganju boljšega razumevanja, je pomembno tudi, da je učitelj ali pa v današnji situaciji tudi starš, da ustvarja in pa ohranja pozitivno motivacijo in pa razpoloženje pri učencih. Se pravi, fajn je, da starši ali pa potem učitelji niso taki, kot je pred kratkim krožil en video posnetek na Facebooku, kjer je nek oče želel svojega otroka naučiti matematike, pa sta bila na koncu oba zelo razburjena. Tako da fajn je ohraniti nekako pozitivno razpoloženje, biti miren, biti zbran in seveda se bo potem to odrazilo tudi na naših učencih. Spravi, katere konkretno so tista čustva oziroma tiste strategije, ki se nanašajo na čustva pri učenju? To je recimo naše samovrednotenje, se pravi, a mi sebe vrednotimo pozitivno ali negativno, potem kakšno koncentracijo oziroma pozornost imamo, potem na kak način pripisujemo svojo uspešnost, ali gre za notranje ali pa zunanje lokus kontrole, potem kako vrednotimo določene cilje, ali so določeni cilji za nas zelo pomembni, manj pomembni, sploh nepomembni. Potem moramo se naučiti tudi, kako čim bolj uravnavati negativna čustva in pa nekako pomembno je tudi, kako mi reagiramo v stresnih situacijah. Ker ne glede na vse, tudi če obvladamo strategije in smo pozitivno razpoloženi, učenje včasih predstavlja kar en tak velik stresen dogodek. In danes se mi zelo veliko pogovarjamo o e-učenju, o e-izobraževanju in poskušamo nekako, ne glede na to, da smo preko oddaljenega dostopa še vedno ohraniti kontakt s svojimi učenci in pa želimo tudi, da se seveda stvari, ki se jih moramo naučiti, tudi naučimo. Tako lahko mi vidimo, da tudi e-učenje je nekaj, kar je kar strukturirano. Načeloma lahko nekako e-izobraževanje oziroma e-učenje delimo v 3 take kategorije. Tako poznamo vodeno e-izobraževanje. Vodeno e-izobraževanje se nanaša na to, da imamo še vedno prisotnega nekega učitelja oziroma mentorja, ki usmerja učni proces in to naredi preko tako imenovanih e-tečajev. E-tečaji so nekaj, kar
moji študentje zelo dobro poznajo, se pravi, navadno na fakulteti zdaj uporabljamo ali Zoom ali pa Vox in se neko predavanje, vaje izvajajo v določenem terminu in se od naših študentov pričakuje, da so ob tistem terminu pred svojim računalnikom in pa, da sodelujejo, da ne samo, da imajo računalnik prižgan in pa prižgan ustrezen program, temveč, da so aktivno udeleženi v samo predavanje. Udeležencem je navadno na voljo tudi neko e-gradivo, iz katerega se lahko učijo po lastnem tempu, ampak so pri učenju vodeni in spremljani. Se pravi, tukaj lahko imamo različne webinarje, lahko imamo različne stopenjske načine učenja, se pravi, ko učenec zaključi recimo prvo stopnjo, mora dodati neko nalogo, učitelju pregleda in če jo oceni kot pozitivno, potem dovoli učencu, da recimo nadaljuje učenje na drugi stopnji. Potem imamo samostojno e-učenje. Tukaj pa gre za učenje nekih e-gradiv brez vključenega mentorja. Se pravi, tukaj je značilno to, da pedagoško delo opravi tehnologija. Seveda so učitelji, mentorji lahko udeleženi v oblikovanju teh gradiv in se pričakuje, da bodo potem učenci ta gradiva samostojno predelali. Se pravi, pri nas na fakulteti to izgleda tako, da recimo na e-učilnico študentom naložimo različna poglavja iz knjig, članke ali pa tudi kakšne naloge in jih potem opravljajo sami. Samostojno e-učenje je navadno bolj primerno za krajše izobraževalne vsebine ali pa zelo motivirane posameznike. Seveda, takrat, kadar je to edini način, ki se lahko uporabi za poučevanje določene snovi, se lahko uporabi tudi za daljše vsebine ali pa tam, kjer recimo se že sproti naloži učencem neke naloge in se jih potem sproti preverja. Tako da tudi, če nima učenec toliko visoke notranje motivacije za te vsebine, je nekako primoran, da jih opravi. Potem imamo pa še kombinirano izobraževanje. Tukaj gre pa za obliko izobraževanja, pri kateri kombiniramo različne vidike e-učenja, e-izobraževanja, lahko pa tudi klasičnega izobraževanja. Se pravi, lahko skombiniramo vodeno e-izobraževanje s samostojnim, lahko pa tudi kombiniramo e-izobraževanje s klasičnim izobraževanjem. Tako da navadno na fakulteti kar poteka že v čist običajnih pogojih kombinirano izobraževanje, se pravi, imajo na fakulteti v predavalnici predavanja, vaje, seminarje in potem imajo še določena e-gradiva, ki jih morajo obdelati. Se pravi, koncept takega kombiniranega izobraževanja omogoča udeležencem in pa mentorjem, da izrabijo najboljše iz obeh svetov, se pravi, tako fizičnega kot tudi virtualnega. E-izobraževanje ima seveda nekaj prednosti, ima pa tudi nekaj slabosti. Recimo, da bomo danes bolj govorili o prednostih, ker o slabostih že toliko slišimo velikokrat, pa mogoče je fajn, da se osredotočimo še na bolj pozitivne vsebine. Se pravi, e-izobraževanje je v primerjavi s klasičnim izobraževanjem bolj prožno v času, kraju, tempu in pa vsebini izobraževanja. Potem tukaj gre tudi za večjo interaktivnost in pa hitrejši dostop do znanja in pa različnih virov. Se pravi, tukaj lahko gre za različne oblike sinhrone ali pa asinhrone oblike komunikacije, spletne vire in podobno. Se pravi, tukaj je prednost e-izobraževanja tudi vezana na to, da se lahko učne pristope prilagodi posameznikovim potrebam. Se pravi, tukaj, če recimo imamo klasično izobraževanje, pa imamo v razredu učence, ki so malo hitreje dojemljivi, pa imamo nekatere, ki so malenkost počasnejši,
se navadno učitelj mora prilagoditi tistim, ki so počasnejši, da lahko vsi skupaj potem napredujejo pri razumevanju določenih vsebin. Pri e-izobraževanju se pa nekako izognemo tem razlikam in temu prilagajanju, saj je vsak posameznik se lahko s svojim lastnim tempom odloči, kako hitro določeno stvar razume, koliko časa ji bo posvetil recimo danes, koliko mogoče kasneje. Potem prednost e-izobraževanja je tudi v tem, da so lahko pogoji bolj transparentni, se pravi, da je zelo jasno nekje zapisano in objavljeno, kako bo izobraževanje potekalo, na kak način bo potekalo učenje, kakšne so naloge, na kak način se jih odda in kaj je potrebno narediti, da bo izobraževanje uspešno zaključeno. In pa preko e-izobraževanja vsi lahko razvijamo tudi nova znanja in nove kompetence. Se pravi, če ne bi prišlo do sedanje situacije, sem prepričana, da bi veliko učiteljev, pa tudi učencev in staršev manj obvladalo določene IKT programe in bi bili manj spretni in manj vešči komuniciranja v virtualnem okolju. Zdaj si bomo pa pogledali učne strategije glede na posamezne dejavnosti učenja. Se pravi, mi pri učenju lahko uporabljamo različne dejavnosti, recimo branje, poslušanje, zapisovanje, podčrtovanje, in navadno smo spretni pri uporabi več teh dejavnosti. Zaradi tega vse te nekako kombiniramo med seboj in jih uporabljamo po potrebi. In tako glede na to, kako vrsto dejavnosti pri učenju uporabljamo, razlikujemo temu ustrezno tudi učne strategije. Tako poznamo učne strategije uspešnega in učinkovitega branja, potem imamo strategije, ki jih uporabljamo med poslušanjem, in pa učne strategije uspešnega zapisovanja. Ko se mi lotimo branja, ko se lotimo samostojnega učenja iz literature, je to seveda potrebno, da poznamo določene zakonitosti, da bomo seveda se čim več iz naše literature naučili. Nekako lahko rečemo, da se učenec uspešno uči iz literature takrat, ko bere besedilo z razumevanjem. In pa za uspešne učence je značilno tudi to, da najprej besedilo preberejo v celoti, potem pa si ga razdelijo na posamezne dele in vsak del natančno predelajo. V posameznem delu ali odstavku poiščejo bistvo, recimo lahko tudi podčrtajo ključne besede, bistvene misli znajo oblikovati po svoje in jih nato zapisati ali linearno ali pa v obliki miselnega vzorca. Se pravi, ni dovolj, da mi samo odpremo knjigo, preberemo poglavje in rečemo, naučil sem se. Je treba nekako tudi upoštevati svoje strategije, treba je vklopiti metakognicijo in razmišljati o tem, ali sem se res to stvar naučil, ali pa bi mogoče se lahko lotil na kak drugačen način, da bi bil pri branju in pa pri učenju uspešnejši. Pomembno je tudi to, da znajo učenci v literaturi uporabljati različno vidno gradivo, recimo sheme, grafe, tabele, fotografije ali pa diagrame. Tako da sodobni učbeniki, sploh za osnovno šolo, so oblikovani na tak način, da so učencem bolj ali manj prijazni in da vključujejo več različnih informacij in več tudi različnih oblik, na katere podajo te informacije. Se pravi, vidno gradivo je kar navadno vključeno v literaturo in z vidnim gradivom nekako lahko poenostavimo bolj kompleksno gradivo zapisano v tekstu ali pa poskusimo pretvoriti neko abstraktno gradivo v bolj konkretno.
Se pravi, včasih si lažje določene stvari, bolj kompleksne stvari predstavljamo takrat, kadar so prikazane v neki slikci ali pa kadar so prikazane v nekem grafu, v neki shemi. Takrat je seveda fajn, da kombiniramo branje besedila z pregledovanjem vidnega gradiva. Ker včasih se zgodi to, da učenec odpre učbenik in si pogleda, koliko ima teksta in ostale stvari pa kar spusti. Se pravi, tam so pa samo slikce, s tem se pa jaz ne bom ukvarjal. To je seveda neustrezno zaradi tega, ker slike so ravno tam zato, da bodo učencu bolj ponazorile vsebine, s katerimi se ukvarja, in pa lahko si bo na tak način tudi veliko več zapomnil. Potem imamo strategije poslušanja. Zelo pomembno je, da učitelj spodbuja učinkovito poslušanje in pa da učence opozori na naslednje lastnosti. Kot prvo naj bodo pozorni na namige, ki strukturirajo snov. Se pravi, da recimo učitelj reče, danes sem pa posnel predavanje o podnebju v Evropi. Se pravi, bodo takrat učenci vedeli, današnja tema pa je podnebje v Evropi. Potem fajn je tudi, da učitelj zna učence spodbuditi k tem, da se naj med predavanjem aktivno samo sprašujejo in pa če ne najdejo odgovora, da vprašajo tudi njega. Se pravi, kaj to pomeni, s čim je to povezano, ali sem že kdaj slišal kaj podobnega, lahko to s čim povežem in podobno. In pa da naj si v mislih odgovarjajo na vprašanja, ki jih pa seveda dober učitelj običajno vključi tudi med predavanjem. Zelo pomembno je tudi, da učenci razvijajo spretnosti selektivnega in pa selektivnega in pa preglednega zapisovanja po razlagi. Tako da tudi, če je predavanje zdaj oblikovano preko nekih spletnih orodij, to zdaj ne pomeni, da imamo tisti čas prost in da lahko počnemo druge stvari, pa smo na Facebooku, pa na Instagramu, ampak da se lotimo poslušanja predavanja ravno tako, kot če bi sedeli v predavalnici. Pa se vem, da tudi v predavalnici kdaj delamo vse druge stvari, kot pa poslušamo predavatelja. Tako da je na splošno zelo pomembno, da učenec to, kar sliši, tudi razume, ker šele takrat, ko bo neko govorno sporočilo razumel, ga bo lahko si zapomnil, kritično ocenil in pa vrednotil. Potem imamo pa še različne strategije zapisovanja. Prepričana sem, da vsi izmed vas jih kdaj uporabljate, je pa mogoče fajn nekako osvežiti znanje, katere so bolj ustrezne v katerih pogojih. Se pravi, zapisovanje je nujno zato, ker so zapiski pogosto edini kasnejši vir informacij, zapisovanje med branjem pa omogoča tudi selekcijo pomembnega gradiva. Se pravi, ne glede na to, ali mi poslušamo neko predavanje ali pa beremo knjigo, je fajn, da si zraven določene pomembne informacije zapišemo. Zapisujemo lahko na različne načine. Lahko to delamo na rob učbenika, če je seveda naš, če ni iz knjižnice, na liste, v zvezek. In pa pomembno je, da si zapišemo samo najpomembnejše postavke v skrajšani obliki, pogosto le v nekaj točkah. Se pravi, ni potrebno dobeseden zapis celotnega predavanja, ampak se čim bolj urimo v tem, da znamo na krajši način, recimo v alinejah ali pa z miselnimi vzorci, zapisati, kaj je pomembno. Tako zapiski po predavanjih, kot zapiski po knjigah morajo biti dobro organizirani, ker sicer potem enkrat, ko se bomo lotili učenja, ne bomo vedeli, kje imamo kaj, kje se naj lotimo učenja, kje naj začnemo, kje naj končamo in tudi ne bomo vedeli, kako sploh zdaj preveriti, ali smo se kaj naučili ali ne. Po predavanjih je zelo, zelo koristno zapiske tudi pregledati in pa jih dopolniti, saj to pozitivno vpliva na njihovo kasnejšo uporabo in pa zapomnitev. Včasih se tudi zgodi, da
zelo, zelo hitro zapisujemo na nekem predavanju, včasih pišemo prav grdo in takrat je sploh fajn, da ko je predavanje končano, ko imamo čas, da gremo skozi te zapiske, mogoče kaj popravimo, kaj dopolnimo, ker če bomo se lotili branja nekih zapiskov po preteku več dni, več tednov, ko se bomo lotili učenja, takrat sem prepričana, da si bomo zapomnili mnogo manj. Recimo, če si zdaj konkretno pogledamo, kako se lotimo zapisovanja. Omenili smo, da je dobro že med samim branjem ali pa med poslušanjem predavanja si zapisovati glavne informacije. In pa, če se lotimo učenja, potem recimo po neki knjigi, je tudi fajn, da si znamo pripraviti ustrezne povzetke. Se pravi, povzetki so takšni, da dajejo celovit pregled nad celoto, hkrati pa so tudi odlično sredstvo za ponavljanje. Povzetki so seveda zelo koristni, sploh takrat, kadar učenec pojme pa ideje povzame s svojimi besedami, ker imamo vsi nekoliko različne strategije pisanja povzetkov, pa tudi malo različne besedne zaklade, je fajn, da si napišemo na tak način, da je nam razumljivo in pa da seveda ohranimo prvotno sporočilo. Povzetki morajo biti organizirani tako, da je razvidna zveza med glavnimi mislimi, se pravi, pomembno je, da so sistematični. Pomembni deli besedila morajo biti dobro vidni. Tudi, ko pišemo povzetek, lahko mi kakšne stvari si podčrtamo, pobarvamo ali pa kaj podobnega. Misli je treba izraziti čim bolj na kratko, se pravi, kot kaže tale slikca, long story short. In pa v povzetkih mora biti prostor tudi za dodatno vnašanje informacij. Seveda včasih se zgodi, da mi napišemo povzetek in mislimo, da smo ga naredili super, potem pa se lotimo še enkrat branja besedila, pa ugotovimo, da nam je en odstavek pa čisto šel. Zaradi tega je fajn, da je povzetek napisan tako, da lahko še kaj dopišemo. Zelo dobro je tudi, da povzetke pišemo na tak način, da so nam razumljivi in pa po drugi strani, kot smo rekli, da so čim krajši, zato je včasih koristno, da za besede, ki se pogosto ponavljajo, uporabljamo različne osebne okrajšave. Se pravi, da mi vemo, kaj neka okrajšava pomeni, ker smo le mi tisti, ki se bomo učili po svojih povzetkih. Potem med strategije zapisovanja sodi tudi podčrtovanje in pa označevanje. Podčrtovanje je ena taka oblika, kako mi poudarimo bistvo v prebranem. Uspešno je le takrat, če najprej temeljito preberemo celoto, da izluščimo bistvo, če ne podčrtujemo avtomatično in pa če ne podčrtamo preveč. Eno tako nenapisano pravilo je, da bi naj smeli podčrtati največ 20% gradiva, kar pomeni, da med branjem podčrtujemo le pomembno gradivo in ga na ta način ločimo od nepomembnega. Koristno je uporabljati različne načine podčrtovanja. Ali podčrtujemo recimo z debelo črto, tanko črto, ravno črto, vijugasto, strnjeno, prekinjeno. Se pravi, da se mi odločimo, kaj bo katera izmed oblik črt ponazarjala, kaj je tudi bolj pomembno, kaj je manj pomembno. Tudi se lahko lotimo podčrtovanja z različnimi markerji, se pravi z različnimi barvami, in da si že vnaprej nekako določimo, katere barve bodo označevale različno pomembne dele besedila. Kar pa seveda spet ne pomeni, da je celo besedilo pobarvano z rumeno in samo še dodatne stvari zraven z roza, ampak da bi skupen obseg označenega predstavljal največ 20% gradiva. Včasih se lotimo podčrtovanja, označevanja tudi na tak način, da kombiniramo podčrtovanje s kratkimi opombami na robu. Tako da tukaj je sploh koristno takrat, kadar moramo mi neko snov ali pa za neki izpit se učiti na tak način, da mora kombinirati snov s predavanj in pa snov iz neke knjige.
In takrat je, ko si delamo zapiske, ko si recimo potem tudi organiziramo naše lastne zapiske, da si zraven napišemo, to ti piše natančneje v knjigi na strani 7. Ali pa glej graf 3 na strani 8 in podobno. Se pravi, mi smo si zdaj pogledali take osnovne, kratke strategije, kako se lotiti učenja. In seveda, koristno je pa potem vse te kratke strategije nekako organizirati v eno bolj kompleksno učno strategijo. Se pravi, da se ne nanašamo samo na to, kako si bomo organizirali neke vsebine, na kak način bomo označevali in podobno, ampak da zraven upoštevamo tudi vsebino, ki se jo moramo naučiti. Se pravi, recimo ena izmed takih koristnih bralnih učnih strategij se imenuje strategija VŽN, v originalu je poimenovana KWL, kakor prikazuje na tej slikci. Se pravi, kaj že vem, kaj si želim izvedeti in pa kaj sem se naučil. In zaradi tega je potem v slovenščini poimenovana z VŽN, kaj vem, kaj želim, kaj sem se naučil. In strategije se ločimo na tak način, da si pripravimo list papirja in ga razdelimo na takele 3 kolone. Zgoraj je fajn napisati temo, o kateri se pogovarjamo, se pravi, katera je tema, ki se jo želimo naučiti. In te 3 kolone potem nakazujejo potek dela in zraven si napišemo ta vprašanja. Kaj že vem, recimo, o celični delitvi? Kaj je tisto, česar ne vem, pa si želim ugotoviti? In potem, ko se lotimo učenja, ko si preberemo vsebine, zapišemo, kaj smo se novega naučili. Se pravi, v prvi koloni, kaj že vemo vnaprej, potem, kaj želimo pred nekim novim učenjem izvedeti, in pa kaj smo izvedeli, česa novega smo se naučili. Te stvari so zelo koristne zaradi tega, ker nam pomagajo tudi povezovati novo usvojeno gradivo z že obstoječim znanjem. In to obstoječe znanje je včasih nekaj takega, česar ni nujno, da se bomo v vsakem momentu zavedali, ampak nam je včasih zelo koristno. In potem, ko se začnemo učiti neko novo snov, ko mislimo, da je čist nekaj novega in sploh ne vemo, zakaj se gre, pa rečemo, pa saj o tem smo pa mi se že pogovarjali pri enem drugem predmetu, samo poudarek je bil drugačen. In če se tega zavedamo, je seveda naše učenje močno olajšano, ker določene glavne informacije že poznamo in se ne rabimo čist vsega začeti učiti od začetka. Potem imamo še eno bralno učno strategijo, poimenovana je kot splošna učna strategija in poteka takole v 5 korakih. Za prvi korak je značilno to, da ko se lotimo recimo branja neke kompleksne snovi, recimo, da imamo se za naučiti 3 poglavja v knjigi, da najprej besedilo hitro preletimo. In naš cilj takega preleta je v tem, da izberemo vsebino, ki se jo moramo naučiti. Ker včasih bomo videli, da recimo, ne vem, se moramo naučiti za izpit iz 3 različnih knjig in se lotimo ene za drugo in vse knjige so takšne, da določene vsebine se znotraj njih prekrivajo, določene pa so nove. In ko mi preletimo besedilo, recimo druge knjige, vidimo, da je veliko od tega bilo že zajetega v prvi knjigi in smo se to že naučili. Se pravi, da bo naše učenje krajše, kot bi pričakovali, če tega preleta ne bi naredili. Se pravi, čisto vsega, kar je zapisano v učni snovi ali v knjigi, učencu ni potrebno vedeti oziroma ni si mu potrebno zapomniti. Včasih so knjige, učbeniki narejeni tudi na tak način, da so zraven še kakšne ponazoritve, ki pa se ne nanašajo konkretno na to temo,
ampak so recimo za tiste, ki imajo osebni interes in bi jih mogoče zanimalo, kje bi se še dalo take vsebine koristno uporabiti. Potem drugi korak je prvo branje besedila. Se pravi, tukaj se pa lotimo branja bolj sistematično. Seveda smo pri tem počasnejši kot pri prvem koraku in zraven uporabljamo različne enostavne strategije. Se pravi, med branjem si lahko označujemo nove, neznane besede, lahko zraven počrtujemo tudi, kaj so tiste stvari, ki jih moramo si bolj natančno pogledati in podobno. Se pravi, namen takega prvega branja besedila je v tem, da preverjamo naše razumevanje. In v prvem branju besedila imamo potem označene neke pojme, ki si jih moramo natančno pregledati, in to pa naredimo potem v naslednjem koraku. Se pravi, tretji korak se nanaša na iskanje pomena neznanim besedam in pa na določanje bistva. Učenci tukaj skušajo najti pomen tem besedam, ki so si jih v drugem koraku označili, se pravi, da jih ne poznajo, da jih ne razumejo, in pa hkrati poskušajo ugotoviti, kje v besedilu je glavna misel oziroma bistvo. Tako da je tretji korak zelo pomemben, zaradi tega, ker nam pomaga, da si označimo, kaj je pomembno, čemu moramo posvetiti več pozornosti. Potem v četrtem koraku pride do drugega branja besedila. Tukaj ponovno preberemo besedilo, pri tem pa smo pozorni na pomembne podrobnosti, ki pojasnjujejo bistvo. Tole se pa zdaj ne vidi fajn, sem si malo luč požgala. Mogoče, če dvignem ruleto. Da me vidite malo bolj svetlo. Se pravi, drugo branje besedila se nanaša na to, da besedilo ponovno preberemo, pri tem pa smo pozorni na pomembne podrobnosti, ki to naše bistvo pojasnjujejo. Se pravi, seveda vemo, da ni dovolj, da si o določeni snovi zapomnimo samo bistvo, ampak moramo vedeti kar veliko enih podrobnosti, ki se vrtijo okrog tega bistva. Bistvo in pa pomembne podrobnosti pa potem lahko iz besedila izpišemo, podčrtamo, pobarvamo, označimo, naredimo tako, kakor je naša najljubša strategija. In pa potem še v zadnjem koraku si postavimo vprašanja za preverjanje našega razumevanja. Se pravi, tukaj navadno je učitelj tisti, ki postavlja učencem vprašanja, s katerimi preverja njihovo stopnjo razumevanja prebranega in pa predelanega gradiva. Tukaj lahko to vlogo prevzamejo tudi starši, se pravi, da ne samo, da pričakujejo od otroka, da bo dobesedno ponovil, kaj piše v učbeniku, ampak so lahko vprašanja zastavljena tako, da preverjajo razumevanje. Ali zna učenec o teh stvarih povedati s svojimi lastnimi besedami, ali zna dati kak konkreten primer in podobno. Se pravi, tukaj ne zastavljamo le vprašanj nižje ravni, ki bi potrebovala dobesedno ponovitev, ampak tudi vprašanja višje ravni, se pravi razumevanje, analiza, sinteza, konkretne ponazoritve in podobno. Seveda pa ni vedno vse samo na nas, kot recimo učiteljih ali pa starših, ampak si lahko vprašanja postavljajo tudi učenci sami. Potem si bomo pa pogledali še eno strategijo, imenovana je PV3P, oziroma v originalu je poimenovana SQ3R. R mi je tam ušel v prosojnici. Se pravi, to je metoda, ki spet zajema 5 korakov. V prvem koraku je podobno kot pri splošni strategiji to, da besedilo pregledamo, ga preletimo, da nekako dobimo nek občutek, kaj je zdaj to besedilo, ki si ga moramo naučiti. Tukaj je nekako priporočilo, da je naj bralec pozoren zlasti na naslove, poudarjeni tisk,
na začetke posameznih poglavij, nakazalo vsebine, saj si bo lahko le tako ustvaril predstavo o vsebini in pa zgradbi celotnega besedila. Tako da tukaj je recimo koristno, da če se moramo naučiti celo knjigo za izpit, da pogledamo kazalo, da vidimo, katera so glavna poglavja, da mogoče pogledamo, katera so tista poglavja, ki so bolj pomembna, katera so manj pomembna, da na koncu dobimo nekako neko predstavo, koliko je pa zdaj te snovi, ki se jo moramo naučiti, in na podlagi tega lahko potem tudi lažje načrtujemo, kako se bomo učenja lotili. Potem v drugem koraku si bralec postavlja vprašanja, s katerimi v grobem določi namen branja. Navadno tukaj kombiniramo z informacijami, ki smo jih dobili recimo na predavanjih. Tudi lahko se osredotočimo na to, kaj o tej temi že vemo, kaj smo se mogoče naučili v nižjih letnikih, pri drugih predmetih, in pa nekako osmislimo, katere so tiste stvari, ki moramo posvetiti več pozornosti. Potem tretji korak se nanaša na to, da besedilo preberemo, se pravi podrobno in pa z razumevanjem preberemo celotno besedilo in pa pri tem imamo v mislih vprašanja, ki smo si jih postavili v prejšnjem koraku. Lahko si seveda postavimo ta vprašanja tudi za posamezno poglavje ali pa za posamezno poglavje posebej in podobno. In tukaj ko se lotimo tega branja besedila, je seveda zelo koristno, da se zavedamo, na kak način bomo mi dejansko ostali pri stvari, da nam ne bodo misli odplavale med tem, ko beremo, in ko bomo prebrali do konca, se zalotimo, da dejansko se ne spomnimo ničesar. Potem četrti korak se nanaša na povzemanje besedila oziroma na povzemanje bistva. Tukaj vsebino ponovno predelamo, tukaj se nekako lotimo uporabe teh konkretnih strategij zapisovanja, podčrtamo pomembna mesta v besedilu, jih označimo, naredimo povzetke, naredimo na tak način, kot se nam zdi najbolj ustrezno, da je v skladu z našimi preferencami in pa seveda, da je ustrezno tudi za vsebine, ki se jih moramo naučiti. In pa tukaj je seveda zelo pomembna samokontrola, s katero mi preverimo, ali smo vsebino razumeli. Se pravi, ne samo, da odmahnemo z roko pa rečemo, aha, saj vem, ne rabim se več s tem ukvarjati, ampak da dejansko se tukaj toliko nadzorujemo, da znamo iskreno povedati, ali res te stvari znamo, ali jih res znamo povedati s svojimi besedami, ali pa bi mogoče lahko še porabili kakšno uro za učenje. In pa potem v zadnjem koraku ponovno pregledamo besedilo, se pravi, tukaj ponovimo najpomembnejše informacije iz teksta, ponovno preberemo pa pregledamo dele, ki smo si jih podčrtali, označili oziroma povzeli, in pa med ponavljanjem snovi še zadnjič preverimo, ali smo dobili zadovoljive odgovore na vprašanja, postavljena v drugem koraku. Se pravi, ta strategija se sliši super in nekako v teoriji vedno vodi k uspehu. Ko se pa mi konkretno lotimo neke snovi, sploh če to snov, ki nam je manj blizu, ali pa da mogoče tudi nismo najboljše razpoloženi, takrat pa vidimo, da lahko se pri teh posameznih korakih tudi kaj zatakne, da ne tečejo tako enostavno, tako lepo, kot je bilo zdaj predstavljeno. Zaradi tega je seveda fajn, da zraven upoštevamo vse metakognitivne strategije, ki smo jih omenili, in pa da vidimo, kaj je šlo narobe, in se vrnemo na tisti korak, mu posvetimo več pozornosti in na tak način bomo potem seveda tudi bolj uspešni. Dobro, zdaj si bomo pa pogledali samo še strategije organizacije učenja, da ne bomo predolgi.
Se pravi, strategije organizacije učenja se pa nanašajo ne toliko na vsebino učenja, ampak na to, kako se mi učenja lotimo, kako si ustrezno razporedimo čas, kako si pripravimo prostor, in pa tudi kako nekako nadzorujemo lastno prizadevanje za učenje. Se pravi, če si najprej pogledamo organizacijo časa učenja, ko si mi načrtujemo čas, s tem seveda načrtujemo tudi čas učenja. In tukaj gre za konkretno načrtovanje, kdaj bo učenje potekalo, koliko časa lahko vsak dan namenim za določene vsebine. Potem tukaj lahko gre tudi za postavljanje nekih dosegljivih ciljev, koliko je te snovi, ki sploh želimo obdelati. In pa seveda se trudimo, da nekako čim bolj učinkovito izrabimo študijski čas, ki ga imamo na voljo. Ko načrtujemo čas učenja, je seveda v to načrtovanje priporočljivo vključiti konkretni dan učenja in pa tudi razdelitev po dnevih, tednih in pa mesecih. Tako da nekako je zelo, zelo koristno, zelo ustrezno, če si pripravimo en koledarček na vidno mesto in pa ta svoj načrt vpisujemo vanj. Zdaj seveda ti koledarčki so danes lahko tudi online, ni treba, da so list papirja prilepljen na steno, čeprav včasih, sploh pri mlajših učencih, je tak prikaz še zmeraj najbolj ustrezen. Seveda je pomembno tudi to, kako si mi organiziramo prostor, kjer se učimo. Tukaj sem si malo pospravila svojo mizo, tako da lahko vidite, kako izgleda moja miza, ko se lotim ne sicer učenja, ampak priprave gradiv za svoje študente. Pomembno je, da je prostor dobro urejen, da je miren, brez nekih motečih, vidnih ali pa zvočnih dejavnikov. Fajn je, da si uredimo delovno mizo, zato da bo koncentracija boljša. Če tega nimamo na voljo, seveda poskusimo svoj delovni kotiček urediti na čim bolj ustrezen način. Pomembno je, da si prostor za učenje uredimo po svojem okusu, se pravi, da nam je všeč in da nam je prijeten. Včasih vidimo toliko enih slikc, kako imajo ljudje organiziran svoj delovni prostor, svoje delovne mize in rečejo, jaz bi pa tudi tako imel. Pa potem, ko se mogoče lotimo urejanja na tak način, pa vidimo, da recimo za naš stil učenja to ni ustrezno. Zaradi tega je bolj kot to, da imamo mizo podobno nekemu influencerju, bolje, da si jo uredimo tako, da je blizu nam, našim lastnostim. Seveda je pomembno tudi, da imamo za učenje dovolj dnevne svetlobe, če pa smo bolj nočni tip, pa se raje učimo po noči, pa da imamo primerno osvetlitev. Se pravi, včasih je fajn, da imamo na voljo neko luč, ki nam bolj široko osvetli prostor, pa še zraven mogoče kakšno namizno lučko, da nam konkretno osvetli nek posamezen segment, kjer trenutno potrebujemo več svetlobe. V prostoru za učenje je fajn, da imamo že vnaprej pripravljene različne pripomočke. Lahko imamo to ali na mizi, ali v nekem predalu, košarici, kakor pač nam ustreza. Se pravi, noter lahko damo različne markerje, barvice, pisala, papir, zvezke in pa druge pripomočke za učenje. Ker verjetno ste tudi sami že kdaj se zalotili, da kar malo prokrastinirate, ko se lotite učenja in da se ukvarjate z vsemi drugimi zadevami, pa ko je recimo čas za učenje, pridete za mizo in vidite, da nimate ničesar vnaprej pripravljeno, pa namesto, da bi se šli učiti, se lotite pospravljanja pa pripravljanja in vam gre dragoceni čas. Se pravi, če imamo mi te stvari že vnaprej organizirane,
bomo prihranili čas za pripravo, bomo lažje začeli z učenjem in pa seveda, kar nam je vsem fajn, da bomo potem tudi prej konec z učenjem. Seveda je pa poleg tega, da si organiziramo čas pa prostor, pomembno tudi to, kako smo mi sposobni upravljati in pa organizirati vire učenja oziroma kako se to kaže v našem lastnem prizadevanju za učenje. Ker mi lahko imamo vse stvari super urejene, imamo čas, imamo prostor, ampak da se kar ne lotimo, ne. Tako se upravljanje, organizacija vira učenja nanaša na našo možnost, da uravnavamo pa nadziramo raven svojega prizadevanja in pa pozornost takrat, ko smo soočeni z različnimi motečimi dejavniki ali pa nezanimivimi nalogami. Se pravi, če nas moti hrup iz sosednje sobe, če nas moti recimo svetloba, če nam ni všeč, da je recimo prehladno v prostoru, kaj podobno, bomo manj imeli interesa, ne, bomo manj motivirani, pa se bomo težje lotili učenja. Enako se to pojavi takrat, kadar imamo neke vsebine, ki so nam manj zanimive, se pravi, vsak ima neko preferenco, kateri so predmeti, ki so mu bližje, kateri so pa tisti, ki mu niso toliko zanimivi, ampak se moramo zavedati, da se je treba naučiti tudi tiste, ne. Se pravi, da tudi takrat, ko je doseganje naših učnih ciljev postavljeno pred neke ovire, se je treba prizadevati za uresničevanje zastavljenih učnih ciljev. To je zelo pomembno za uspešnost učenja, ker izraža pomembnost posameznih ciljev in pa narekuje nadaljnjo uporabo učnih strategij. Vsi smo se že kdaj srečali s tem, da nam je bila učna snov dolgočasna, ampak se moramo kljub temu zavedati, da če jo odlagamo na poznejši čas, ta obveznost ne bo kar izginila. Slej ko prej se bomo morali soočiti z njo. Tako da, če je le mogoče, poskusimo v učni snovi poiskati teme, ki zadevajo naše osebne interese. Se pravi, da se vprašamo, a bi tukaj lahko bilo nekaj, kar bi bilo koristno zame, ali pa ali bi lahko te vsebine prevedel tako, da bi mogoče prišle prav pri mojem ukvarjanju s hobiji ali pa kaj podobno. In pa čim bolj se osredotočimo na neke dolgoročne cilje in pa pomembnost, da opravimo zdajšnjo nalogo. Na tak način bomo potem seveda lahko dosegli te cilje. Če se ne bomo naučili te nezanimive snovi, se ne bomo naučili potem niti naslednje in ne bomo dosegli cilja, ki smo si ga zastavili. In pa seveda še zadnja zelo, zelo pomembna podrobnost je pa ta, da če učenje traja dlje časa, je izredno pomembno tudi to, da si vzamemo med učenjem odmor. Fajn je, da so odmori krajši in pa aktivni, da to ne izgleda tako, da imamo 15 minut učenja pa 2 uri odmora, raje obratno. Se pravi, da si vzamemo odmor takrat, ko začutimo, da težje usmerjamo pozornost pri učenju, in pa ti odmori, ki si jih naredimo, naj bodo recimo dolgi tam med 10 in 15 minut. Najbolje je seveda, če je odmor aktiven, tako da lahko gremo malo ven, se prezračimo, naredimo kake telovadne vaje in pa se nato vrnemo k učenju. In pa seveda, ko govorimo o odmorih, moramo se zavedati tudi tega, da če si mi zadamo nek urnik, kdaj se bomo učili, pa recimo to čas med, ne vem, 9. zjutraj in pa 3. uro popoldne, da takrat, ko mi rečemo, da bomo zaključili z učenjem, dejansko potem tudi zaključimo, ker je to zelo pomembno, da se potem sprostimo, da se spočijemo, da se ukvarjamo s stvarmi, ki niso vezane na teme, ki smo si jih morali učiti, da potem tudi se ustrezno naspimo, in vse se seveda to potem odraža v našem počutju, razpoloženju, čustvih, motivaciji, da se bomo naslednji dan spet lahko lotili učenja.
Tako da jaz bi zdaj tukaj na tem mestu zaključila s temi vsebinami. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Tukaj sem vam napisala še zraven svoj e-mail, če bo imel kdo še kakšno vprašanje, sem z veseljem pripravljena odgovoriti. Zdaj pa bom jaz izklopila tale share screen, pa bom nazaj naštimala vaša imena. Okej. Morda ima kdo kakšno vprašanje. Če ima kdo kakšno vprašanje na tem mestu, lahko tukaj tudi napiše v chat, ali pa po moje bo lažje tako, kot da vam jaz vklopim mikrofone, ker vas je veliko. Ja, mogoče kakšno vprašanje, če ima kdo, lahko napiše tle spodaj. Okay, se pravi, kot je tudi bilo že zapisano tukaj v pogovoru, tole srečanje se je snemalo, tako da, ko bom jaz videla, koliko je ta posnetek velik, se bom potem tudi odločila, na kak način ga bom, pa kam ga bom objavila. Boste pa seveda vsi obveščeni preko e-maila. Se pravi, če bo imel še kdo kakšno vprašanje, me lahko kontaktira na mail, ste ga videli zapisanega. Tako da, jaz se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost. Aha, eno vprašanje je bilo. Aha, strah pred neuspehom. Jaz bi tukaj mogoče ne bi šla toliko javno, pa mogoče iskala, kaj bi bilo za vas konkretno najbolj koristno. Mogoče na splošno povedano je to nekaj, kar zahteva precej samokontrole, precej metakognitivnih sposobnosti, da nekako presežemo ta naš strah. Tako da lahko pa mi komot se javite na e-mail, pa mi poveste konkretno situacijo, pa bova poskusila najti mogoče kakšno idejo, kaj bi se dalo tukaj narediti. Ok, se pravi, jaz bom zdaj tukaj izklopila snemanje. Po mailu boste dobili obvestilo, kje bo posnetek in na kak način. Seveda, če bo kakšno vprašanje, sem vedno na voljo za odgovore, tako da jaz vam želim lep preostanek večera in pa se morda slišimo še v kakšni drugi priložnosti. Adijo!